Ob vidnem razočaranju na obrazih v nekaterih volilnih štabih po nedeljskih predsedniških volitvah podporniki trdno stojijo za kandidati in v večini skušajo rezultat prikazati kot relativen uspeh. So pa mnogi po objavi rezultatov izpostavili tudi nizko volilno udeležbo. 27 let po prvih svobodnih volitvah, rojstvu slovenske parlamentarne demokracije, sta doma ostala skoraj 2 od 3 volivcev. Obiskali smo volišče v Kranju, ki je bilo dobro obiskano, prav tako so zabeležili do 16. ure v Kranju najboljšo volilno udeležbo v državi in sicer 34,18%. Uro pred zaprtjem volišč se nahajamo na Kokrici. Gospa, vi se redno udeležujete volitev? Ja, redno. In kakšna se vam je zdela letošnja predsedniška kampanja? Bolj žalostna. Ni bilo ta prave debate o zadevah, ki so res aktualne. Pa predsednik je verjetno pomembna oseba, tudi premalo ljudi pride na volitve. Sigurno premalo pride. Tako, ne vem, no, jaz sem svojim včeram rekla, če ne greš na volitve, pol tudi naprej nimaš pravice nič imfati. Od vseh kandidatov se mi je en zdel primeren, ostali pa bolj spremljevalci. Vendar se jih je nabralo kar nekaj. To so popularne funkcije in dobro plačane. Kako se vam pa zdi udeležba? Pravijo, da bo zelo nizka. Jaz mislim, da bo se popravila proti koncu dneva. Je tukaj na Kokrici je kar gneča. To smo pa mi Kokrčani. Pravkar ste volili, se volitev vedno udeležite? Ja, le kadar je mogoče. Pa ste kaj spremljali tudi letošnje kandidate? Ja, malo po televiziji, malo po časopisu, tako da odločitev ni bila tako težka. Gospa, tudi vi ste volila. Kakšni so se vam zdeli letošnji kandidati in sama predsedniška kampanja? Ja, kaj pa mislim, v redu. To je stvar posameznika, mislim, zakaj se odločijo, ne? Lepo je, da volite tudi mladi. Kakšna se vam je zdela letošnja predsedniška kampanja? Ja, v bistvu nisem se preveč poglabljala v to, pač sam prebrala sem, kiri so, pa se pa odločila. Pa drugače spremljate volitve? Ja, malo, kakor jih starši spremljajo. Pa se vam zdi, da so ljudje zainteresirani izbrati pravega predsednika? Ja, mislim, da so, pač se jim morajo biti, no. Kako ocenjujete, bo dosti ljudi prišlo na volitve? Tukaj je kar gneča, drugače pa pravijo v Sloveniji, da je bolj nizka volilna udeležba. Ja, meni se zdi, da ne bodo glih. Malce še vreme odvrne. Pa mogoče ni tak dober izbor. Kolikokrat ste pa že bili na volitvah? Prvič. Kandidate ste poznali, da nima vse, ste vedeli, kdo je kdo? Ja, v bistvu sem vedel, kdo je kdo, ampak sem se odločil čisto po svoji vesti. Pa se vam zdi, da volitve zanimajo ljudi ali ne preveč? Ne preveč. Kaj pa za vas je predsednik republike? Ja, predstavnik države, poveljnik vojske, pa tako naprej, kar ima pač po ustavi. Najboljši izid je Marjan Šarec dosegel v volilni enoti Kranj, saj je tam zanj glasovalo 34,48% volivcev. Pahorja in Šarca tako čaka 3-tedenska kampanja, v kateri bosta poskušala nagovoriti volivce, ki so v prvem krogu glasovali za druge kandidate ali pa so ostali doma.